This meeting is being recorded. Lepo pozdravljeni. Predstavila vam bom operacijo ohranjanja suhih travišč BK15, intervencije kmetijsko-okoljska podnebna plačila, biotska raznovrstnost in krajina. Moje ime je Branka Trčak, prihajam iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, iz Direktorata za kmetijstvo in iz sektorja za trajnostno kmetijstvo. Bom kar delila prezentacijo. Torej, pravna podlaga te operacije sta dva evropska temeljna predpisa, in sicer uredba, tako imenovana uredba o strateških načrtih in horizontalna uredba. Nacionalni predpisi, ki so povezani z to operacijo, so uredba o pravilih pogojenosti, uredba IAKS in najpomembnejša uredba KOPOP, ki se reče uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve in območje Natura 2000 iz strateškega načrta 2023 do 2027. Operacija je, kot sem že na začetku povedala, torej operacija BK15, ohranjanje suhih travišč, je ena izmed operacij intervencije KOPOP, biotska raznovrstnost in krajina. Te intervencije KOPOP podpirajo kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in so namenjene spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks. Konkretno sama suha travišča je pa namenjena operacija ohranjanja ugodnega stanja suhih travišč in nanje vezanih prostoživečih živalskih vrst, prostoživečih rastlinskih vrst in tudi gliv. Financiranje te operacije gre iz Republike Slovenije v višini 29,80% sredstev, iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa 70,20%. Posebnost te operacije je, da je rezultatska. Torej, kaj to pomeni? Rezultatska shema pomeni, da ni tako, kot je to pri ostalih operacijah, navodil, zahtev, kaj mora kmet izvajati. Torej, kdaj, da bi bili kakšni datumi košnje, obtežbe in tako dalje. Ampak mora za doseganje posebnih okoljskih rezultatov kmetje najti najustreznejši način, da to dosežejo. In pač so kmetje potem, če te okoljske rezultate dosežejo, so za to ustrezno plačani. Ta način pristopa kmetu omogoča prožnost, da uporabi svoje znanje in izkušnje pri upravljanju zemljišč, torej na način, ki zagotavlja okoljski rezultat. Kmet se lahko torej glede na to, kje ima kmetijo, kakšne so vremenske razmere tekom leta, tam potem tudi, kaj ustreza sami kmetiji in tudi njemu samemu, na podlagi tega se pač on odloča, kako bo s temi travišči ravnal. Pomembno pa je, da so potem doseženi okoljski standardi. Torej, kmet mora iti na travnik in popisati rastline in vrste, ki jih na tem travniku popiše, morajo biti pač značilne za ta tip travišč. Plačila se za to operacijo, za izvajanje operacije se točkujejo, torej se izvajajo na podlagi točkovanja, glede na to, v kakšnem stanju je travnik.
In sicer za prvo stopnjo prejmejo kmetje, če dosežejo 50 do 64 točk, dosežejo 340 evrov na hektar, za drugo stopnjo dobijo 390 evrov na hektar in za tretjo stopnjo od 80 do 100 točk oziroma lahko dobijo še 10 bonus točk, je to 460 evrov na hektar. Območje izvajanja te operacije je možno na 3 območjih, in sicer gre za 4 Natura 2000 območja. Na območju Haloz sta to Natura 2000 območje Boč, Haloze, Donavčka gora in pa vinorodne Haloze, potem Kum in pa Gorjanci, Radoha. Kateri tip travišč, kateremu tipu travišč je namenjena ta operacija? To gre za, če strokovno povem, po direktivi o habitatih, to je evropska uredba. Gre za polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh, ki imajo oznako 6210. Kadar so na teh traviščih prisotne tudi orhideje, divje rastoče orhideje seveda, oziroma kukavičevke, kot jim po slovensko rečemo, dobijo ti travniki zvezdico in so prednostni. In evidence teh travnikov imenujemo suhi T1, suhi T2 in suhi T3 glede na stopnjo plačila. Torej operacijo izvajamo na trajnih traviščih, ekstenzivnih sadovnjakih, za travine z razpršenimi neopravičenimi značilnostmi pa probamo urediti, da se bo tudi tam lahko to izvajalo. No, to so ta območja, kjer je možen vpis v tole operacijo. Haloze, Kum, Gorjanci. Za kakšen tip travišč pa to gre, ne? Zdaj, tale travišča imajo zaradi specifične rabe, so rezultati takšni, da uspeva na njih veliko število različnih rastlinskih vrst in seveda na to vezanih tudi ostalih živalskih vrst. In ta pestrost daje tem travnikom barvitost. Skratka, ti travniki so že na pogled na višku sezone cvetenja, torej v mesecu maju in tudi juniju, pisan izgled. Ta travišča so ponavadi negnojena, košena so enkrat do dvakrat letno, včasih tudi enkrat na 2 leti. In pomembno je, da je ta material pokošen potem, ko odpadejo semena, ko se posuši trava, da se spravi v obliki sena. Zakaj je to pomembno? Pomembno je to zato, ker če pustimo mi travo ležati, bo zasenčila tla in določene vrste, tiste manj konkurenčne, nežne rastline, ki pa dajo tudi tale videz cvetočih travnikov, več ne bodo mogle uspevati. In sčasoma se bo vrstna sestava takšnega travnika spremenila in to več ne bo ta tip travišč, ki ga mi želimo imeti, in spremenilo se bo tudi potem temu primerno plačilo oziroma plačila več ne bo, ker ne bo doseganja pravega rezultata. Ta travišča so večinoma na nekih nagnjenih legah, mogoče tudi na bolj strmih površinah. Najdemo jih seveda tudi na ravninah, tam, kjer so tla propustna z malo hranili, ampak v nižinah so dostikrat preoblikovana v neke intenzivnejše obdelovalne površine. Ta tip travišč je lahko v rabi kot travnik in tudi kot ekstenziven pašnik. Tu imamo na tej sliki že en primer tega travnika, vidimo, da je zelo pisan, pa bom še pokazala nekaj primerov teh travišč, da si boste mogoče lahko bolje predstavljali in tudi mogoče ugotovili na podlagi tega, ali imate v vaši okolici, torej na vaših zemljiščih, ta tip travnikov. Skratka, tukaj vidimo, je
ta travniška kadulja, potem je to ena vrsta orhideje, mnogocvetni pilavec, piramidasti pilavec, potem je tale vrsta trave je značilnica teh travišč, je pokončna stoklasa. Potem imamo recimo, to je en tak primer tega travnika. Tukaj je varianta z škrobotcem, ta pavparazitska rastlina z rumenimi cvetovi. Potem je vrbovolistni primožek, tale rumena vidimo, je tudi značilnica teh travnikov. Potem navadni oslad, tale bela rastlina, potem so neke kobulnice, tele vmes rdečkaste je pa panonski osad, ki je tudi značilnica teh travnikov. Tukaj vidimo te bledo rumene, je ranjak, tudi značilnica. No, to pa je recimo ta tip travišč, ki bi lahko bil primeren za vpis v operacijo, če bi ga kosili in potem ustrezno vzdrževali nadaljnja leta. Sedaj je pa v fazi zaraščanja, kar pomeni, da začenjajo prevladovati vrste recimo lepljiva kadulja, kot jo tukaj vidimo, neke grmišča in vrste, ki pa dajejo pisan izgled, pa izginejo, zato ker več niso konkurenčne. Takšen travnik je pač treba pokositi in potem lahko gre tudi v operacijo. No, priporočila za ohranjanje suhih travišč na teh 3 območjih, ki vam ga predstavljam, so košnja, torej na vseh 3 območjih, ali ekstenzivna paša, tale je primerna za haloze in kum, ne pa za gorjance. In v vsakem primeru, kakršnakoli raba je smiselno, da je ekstenzivna. Torej enkrat do 2-krat letno, recimo košnja, in prvič potem, ko trave odvržejo semena, zato da se v tleh ustvari semenska banka in da lahko na dolgi rok ti travniki preživijo. Z vnosom mineralnih gnojil, pa tudi organskih gnojil, bodo določene vrste, ki na to niso prilagojene, izginile. In travnik več ne bo tako pisan. Tako da določene vrste značilnic bodo iz takih travnikov izginile, zato ni priporočeno, da se jih gnoji. Tudi pokošeno travniko, ki se posuši na travniku, je pač priporočljivo, da se jo pospravi z teh površin, odstrani, zato da lahko vse vrste, ki dajejo, pač ki so značilne za te travnike, uspevajo. Sicer v nasprotnem primeru pač to pomeni dodaten vnos hranil in pa zasenčenje tal in slabše uspevanje določenih bolj nežnih vrst. Trave je primerno, da se balira v kocke, ne pa povijanje v plastično folijo pa se odsvetuje, saj se s tem prepreči odpad semen. Torej, zaželeno je tudi, da se na eni strani ne intenzivira teh travnikov, po drugi strani pa, da se preprečuje zaraščanje. Zdaj, kako pa vstopamo v to operacijo? Torej, leto pred vstopom v operacijo kmet izkaže interes. To moram poudariti, da to ne pomeni, da bo kmet moral vstopiti v operacijo, ampak da samo izkaže interes in ugotovi, daje možnost, da ugotovimo, ali so travniki, za katere izkaže interes, primerni za vstop v operacijo. Skratka, s tem, ko izkaže interes, še ne pomeni, da je vstopil v operacijo. Kmet izkaže interes tako, da na spletni strani, tukaj z modro izpisano, na tej spletni strani lahko izpolni obrazec, ki si ga bomo skupaj ogledali, v katerem pač pove, katere površine so to. Do tega obrazca lahko stopa tudi preko te QR kode, ki jo pač
s pomočjo telefona, torej fotoaparata na telefonu lahko dostopa do te kode in na tem obrazcu vnese Gerk Pide. Bomo šli kar skupaj pogledat, kako to izgleda. To je taka vstopna stran na spletu. Tukaj je v uvodu pač predstavljena tale nagovor in potem greste dalje vstop na naslednjo stran. Tukaj morate, če želite dalje izpolniti obrazec, odkljukati, da se oglašate z zbiranjem osebnih podatkov, ker pač morate dati svoje ime in podatke, pač, ki so potrebni. In potem greste na naslednjo stran in vnesete tukaj za zvezdico so obvezni podatki, ime in priimek nosilca, naslov, telefonska številka in elektronski naslov sicer nista obvezna, sta pa zelo zaželene, zato da vas lahko kontaktiramo, če so kakšne nejasnosti, da takrat, ko bo nekdo na terenu prišel pogledati te površine, da vas tudi morda kontaktira, če imate ograjo, da vas lahko noter spusti in tako dalje. V obrazec vpišete KMG-MID in potem Gerke. Gerk-PID številko dobite v Gerk pregledovalniku, če nimate dostopa do pregledovalnika Gerk, se za pomoč obrnite na območne kmetijske svetovalce. In to je to v glavnem. Potem pridete na zadnjo stran in vam pove, da je to to. No, dobili ste pa tak obrazec tudi po spletu in v bistvu tu vnesete iste podatke noter, ki smo jih sedaj pogledali, in nam pošljete potem v kuverto. V kuverti, ki ste jo dobili skupaj z tem vabilom, nam pošljete nazaj. Poštnina je že plačana. No, potem, ko mi dobimo te vaše, pomembno je, da to pošljete do 14. februarja, torej do naslednjega petka. Prosim, če se probate čim bolj držati tega roka, zato ker drugače ne bomo mogli izvesti javnega naročila. Na podlagi tega izkazanega interesa pripravimo mi sloj vseh teh površin, ki ste nam jih poslali, da naročimo popis habitatnih tipov zunanjemu izvajalcu. Skratka, nekdo gre preveriti te vaše površine, ali so to travniki, ki so primerni za vpis v to operacijo. In popisovalec gre na teren in vsak ustrezen travnik vriše in na travnik vriše tudi linijo popisa. Tale, ki bo na terenu kartiral, prvo leto tudi točkuje vaše travnike in to točkovanje iz prvega leta je tudi podlaga za izplačilo po tisti 3-stopenjski lestvici, ki sem jo že na začetku predstavila. Upravičenec, torej kmet, pa potem od 2. do 4. leta izvajanja spremlja stanje ohranjenosti suhih travišč v aplikaciji Moj travnik. Ta aplikacija je bila razvita v okviru EIP projekta, v katerem so sodelovali torej Zavod za varstvo narave in kar nekaj kmetij, ki so se naučile uporabljati tole aplikacijo in uspešno z njo popisovale značilne vrste na teh travnikih. Izkušnje z uporabo te aplikacije pravijo, da so zelo dobre, kmetom se ne zdi komplicirano, hitro so se naučili, tudi prepoznavanje vrst so se naučili. No, 5. leto operacije pa zopet naročimo, imamo javno naročilo in izvajalec gre ponovno skartirati in preveri, kakšno je stanje travnikov na koncu. Skratka, aplikacija Moj travnik, ki sem jo že omenila, izračuna število točk in te točke so osnova za določitev višine plačila. Včasih na terenu pride tudi do težav z sistemom GPS, to je sistem, ki prepozna, kje v prostoru se vi nahajate, in če so težave zelo velike, če je vedno kaj narobe, lahko pride svetovalec in pomaga, in da rešimo to zadevo. Linijo popisa, tam, kjer pač mora kmet popisovati, lahko tudi po predhodnem soglasju naravovarstvenih služb in kmetijsko-svetovalnih služb tudi prilagodimo. In to je zdaj primer, recimo rezultat kartiranja. Vidimo tele rdeče linije, to je rob Gerka, tole je črtkano, to je rob Gerka in tale površina modro-zelena noter je
travnik, ki je zarisan kot primeren, da lahko gre v operacijo, v zbirno vlogo. In tule je tale linija, popisna linija, po kateri se potem kmet sprehodi in s telefonom, z odprto aplikacijo in popiše te značilne vrste. Skratka, kot sem prej že omenila, ko gre z javnim naročilom botanik na teren preveriti, katere so primerne površine za vpis v operacijo, je rezultat tega kartiranja sloj površin, ki so primerne za vpis in točkovane in na podlagi točk razdeljene v 3 sloje: suhi T1, suhi T2 in suhi T3. Torej, to so 3 sloji glede na to, kako so ohranjena ta travišča. In potem kmetje, ki imajo na svojih površinah travnike primerne za vpis v operacijo, se lahko odločijo in grejo v oddajo zbirne vloge. Nekateri kmetje so že lani izkazali interes v okviru EIP projekta in tile sloji bojo na voljo v GERK pregledovalniku v mesecu februarju, predtem pa lahko dobijo informacijo, kateri sloji so primerni tudi pri svojem kmetijskem, področnem kmetijskem svetovalcu. Zdaj naj še tukaj povem, da določene površine so sicer primerne, ta habitatni tip tam je, tudi kakšne orhideje so gor, ampak zaradi stanja, v kakršnem je bil travnik, recimo ali je bil toliko zaraščen, ni dobil dovolj točk, da bi se uvrstil med tiste površine, ki so primerne za operacijo. Takšne površine lahko kmetje še enkrat za takšne površine oddajo, izkažejo interes, grejo v kartiranje, ampak jih najprej uredijo, torej zdaj zgodaj spomladi jih ne pokosijo, zato da bojo ob spomladi v času terenskega dela, da lahko jih grejo botaniki pogledat in ocenijo, ali so primerne. Skratka, dovolj zgodaj morajo biti pokošene, da še lahko potem značilne vrste zacvetijo. Kaj pomeni zdaj vstop v operacijo? Torej, samo to, da še povem, tukaj izkaz interesa je leto pred vstopom v operacijo in kartiranje potem na terenu s strani strokovnjakov botanikov je pred letom vstopa v operacijo. In naslednje leto je potem v tekočem letu pa se odda zbirna vloga in se vstopi v operacijo. Torej, ko vstopiš v operacijo, je to 5-letna obveza. Vstopi so možni od leta 25 do leta 27. Najmanjša površina parcele je 0,05 hektarja na posamezen GERK. Lahko je to več travnikov in se njihova površina znotraj GERK-a sešteje, tako da mora biti minimalna površina 0,05 hektarja. Skupaj pa mora biti na kmetijskem gospodarstvu vsaj 0,3 hektarje parcele v tej operaciji. Lokacija izvajanja se tekom te obveze ne sme spreminjati in to zdaj tako kot za ostale KOPOP ukrepe velja, da se skupna velikost površin pod določenimi pogoji lahko zmanjša za največ 10% glede na vstopno površino. Se pa lahko povečajo površine, to, kar sem že prej povedala, vi lahko, če ste lani oddali, tisti kmetje, ki ste že lani izrazili interes, lahko letos izkažete interes še za dodatne površine, in ki so lahko potem ocenjene kot primerne in se potem vam tekom let te površina travnikov v tej operaciji povečuje in s tem tudi plačilo, ki ga dobite. Obveznost pa ostaja torej se šteje od prvega leta. Skratka, ni zdaj vedno vsako leto nova pogodba. Obtežba živine ni relevantna, ker kmet
dela s travnikom na način, kot ve, da je prav, tako kot je delal recimo do zdaj in da vzdržuje stanje teh, da so pač prisotne značilne vrste. Torej, naloga upravičenca je, da 2. do 4. leto izvajanja spremlja stanje ohranjenosti travišč v aplikaciji Moj travnik, da vodi evidence, pač brez tega ne gre, in da opravi program usposabljanja. Pri 5-letnih obveznostih je treba opraviti minimalno 15 ur usposabljanja, in pogoj je, da v 1. letu, preden kmet začne sam popisovati, da opravi tega uvodnega usposabljanja 4-urno usposabljanje, v katerem se nauči na terenu, kako prepoznati, recimo, katere rastline so značilne, pač vse konkretno na terenu dobite usposabljanje strani kmetijsko-svetovalne službe in naravovarstvenih služb. Za tiste, ki so že v projektu EIP bili deležni tega usposabljanja, se jim to prizna in tega ni treba posebej zdaj še enkrat opravljati. Torej, če znajo uporabljati aplikacijo, če poznajo značilnice, če jim je to vse jasno, potem se ne rabijo udeležiti 4-urnega usposabljanja. No, tako izgleda zdaj aplikacija Moj travnik. Kot sem že prej pokazala, je to popisna linija, po kateri se mora kmet, torej obvezno je pač imeti telefon pameten, na katerega si naložiš aplikacijo Moj travnik, in se vpišeš. To vam bo pač kmetijski svetovalci vam bojo pri tem pomagali, da se boste znašli in naučili to uporabljati. In potem v času cvetenja rastlin, recimo od konca aprila pa do konca junija je najboljši čas, se lahko vsaj 2-krat sprehodite po tej liniji in popišete značilne vrste. Ko te vrste popisujete, se vam tukaj seštevajo točke in na koncu imate pač neki seštevek točk, ki pomeni, ki se potem prevede v stopnjo plačila. Največ točk je možnih 110, pač 100 točk po tem obrazcu in 10 točk je lahko bonus, če so na travniku prisotne orhideje. Zdaj značilnice popisujemo tu, orhideje se pa lahko pojavijo kjerkoli na tej površini in vam prinesejo dodatnih 10 pik. Negativnih točk ni, in sešteva se pa neko najboljše stanje sezone, tako da je pač aplikacija tako narejena, da skratka, da dobivate res maksimalno število pik, če imate ustrezen travnik. No, to je neka pač ta vstopna stran, določeni podatki so že noter, zato ker so pridobljeni že v stanju kartiranja strani botanikov na terenu. In ko pridete noter, kliknete tukaj naprej in s pomočjo točkovalnika se zbirajo točke. Skratka, vsak travnik, ki ga morate popisati, ima v aplikaciji terenski popisni obrazec. In v tem obrazcu se ocenjuje strukturo habitata, torej koliko je, kakšna je prisotnost vrst, ali so različne vrste, ali gre v glavnem za par pisanih rastlin, ali so kakšne poškodbe, ali erozija, ali mogoče prepašenost. Potem pa se popisuje pozitivne indikatorske vrste, in sicer njihova prisotnost in pokrovnost. Torej, zdaj je razlika, ali je nekaj, ali so vrste prisotne na 80% travnika ali pa samo na 5% travnika, ne. In to pač se oceni. Potem imamo negativne indikatorske vrste, tu se gleda predvsem njihova pokrovnost, to kot je regrat ali pa lepljiva kadulja. In bonus pike pa prinašajo orhideje. Pa si dajmo pogledati, kako izgleda zdaj to čisto praktično na hitro. To je linija, tale popisna, pač kot primer, to je zdaj v mestu sicer posneto, ampak to je tale popisna linija, tale črno-bela pika tukaj pa je
to, kjer kmet stoji. In kmet se mora pač prestaviti tu na začetek in potem gre po tej liniji. In ko vidi kakšno rastlino, primerno, klikne dodaj indikator in ga potem mu ponudi dodajanje indikatorja. In si tu izbere, ali ima tale rastlina, ki si jo izbral, kakšno barvo cveta ima, in če je to beli cvet, klikne tukaj gor in se mu prikažejo te vrste, ki so možne z belimi cvetovi na takšni površini, in jo izbere in potem fotografira. In potem gre to v bazo, tale fotografija, kjer je pač fotografija in zraven ime te vrste. To se ne prestrašiti, to boste imeli izobraževanja, te vrste niso komplicirane se za naučiti in to se da hitro naučiti, no. To je pa zdaj, so pač te vrste, ki so značilne za te travnike: gorska detelja, mnogocvetna španska detelja, navadni oslad, sončece oziroma jajčasti popon, potem je tale parazitska rastlina pojalnik, ranjak, resasti škrobotec ali mali škrobotec, vrbovolistni primožek in navadna nokota. Potem pa imamo še panonski osad, mala strašnica, čopasta grebenuša, materina dušica, navadna turška detelja, kartavžar, klinček, to je nageljček, ne, srednji trpotec, trpotce poznamo, tale ima te roza obarvane prašnice, potem je to tale značilna trava pokončnastoklasa in pa solzice, tudi trava, navadna migalica je tudi rečemo. No, potem pa imamo, to so pa orhideje ali kukavičevke, ki prinašajo bonus pike, to se boste tudi naučili prepoznavati, ker pač imajo kukavičevke posebno zgradbo. In tako izgleda potem v vaši aplikaciji, ko prehodite določen travnik. To je recimo travnik tale, ki se ga popisuje, to je tale linija popisa, tale oranžna črta, in potem so te pike, lokacije rastlin, ki so bile popisane. Zeleno so trave, travolistne, potem tele roza so rastline z roza cvetovi in belimi cvetovi ter rumenimi cvetovi. In tale črna linija vmes, ki jo vidimo, pa je pot, kjer je hodil popisovalec. In potem se tu vidi, da je pač res nekdo popisoval, da ni šel na sosednji travnik in popisal in tako dalje. Zdaj kontrola teh pri tej operaciji poteka na podlagi fotografij. Pač nekdo bo pregledoval te fotografije in ugotavljal, ali ste fotografirali prave vrste. In če se bo pojavljal problem, da določenih vrst ne boste prepoznali, pa boste napačno slikali, vas bo sistem potem opozoril nazaj, tale bo označil, da je napačna vrsta, in vi boste dobili tale podatek in boste lahko šli še enkrat fotografirati pravo rastlino. V primeru, če boste imeli res težave s tem, boste se vedno lahko obrnili na kmetijske svetovalce in naravovarstvene službe, ki vam bodo pomagale. Tako da nekih drugih negativnih, torej kazni pri tem ni, zato ker sama aplikacija v bistvu zagotavlja, da mi vidimo, ali res vi popisujete na svojem travniku, in tudi vidimo fotografije, ali so res ta prave vrste prisotne, in se na podlagi tega potem zbirajo točke in pripravi izplačilo. Tako. To je vse za enkrat. Dodatne vprašanja lahko pošljete na tale spletni naslov gp.mkgp@gov.si. Lahko se obrnete tudi na območno kmetijsko svetovalno službo. Posnetek bo pa na voljo na YouTube kanalu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in objava bo pa tudi na spletni strani skp.si, kjer bo povezava na tale posnetek. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.